In želim preprosto govoriti, zakaj živimo. Klasično vprašanje, zakaj živimo. Ali pa mogoče en podnaslov, kako prejemati moč za življenje. V bistvu sem en del te pridige, mislim, da 3-4 nedelje nazaj, posnel za spletno pridigo in nekako sem dobil potem na srce, da to govorim. Na dopustu sem bral eno knjigo, Vesolje za sosednjimi vrati, in v bistvu knjiga govori o različnih pogledih na svet, na življenje, govori o teizmu, deizmu, naturalizmu, panteističnem monizmu, eksistencializmu, novi dobi, New Age, postmodernizmu. V bistvu to, kar nekako človeštvo skozi zgodovino doživlja, razmišlja, veruje, sprejema. A je Bog vse ustvaril? Ali je on ta, ki ima kontrolo in želi voditi naša življenja? Ali pa je mogoče Bog vse ustvaril in nas je pustil, da se mi znajdemo tukaj po svoje, kakor pač komu uspe? Ali pa mogoče vse je Bog. Vse je Bog, vse, kar vidimo. Tudi mi smo bogovi, mi smo božanstvo. Ali pa je nastala ta svet življenje, slučajno, evolucija. In vemo, različna mišljenja, obdobja skozi življenje. Ali pa v bistvu to, kar je, sploh nič ni res. Mi sploh danes tukaj ne obstajamo. To je samo neka naša misel. Ni življenja, ni trpljenja, vse zanikaj. Tega ni. Ali pa potem tudi govori, da je znanost ta, ki bo nekako rešila vse probleme, da bo se razvila do te točke, kjer mi več ne bomo imeli nobenih problemov tukaj na zemlji in nam bo super. V bistvu nekako vsem tem govori ta knjiga. In kaj potem? Živimo pač tukaj, kot živimo. In kot sem rekel, molil sem Jezus, če bi ti pridigal danes, kaj bi pridigal? In to sporočilo, ki ga želim podeliti, je, da Sveto pismo govori zelo jasno, da ko je človek, ali ko človek ni več zaupal Bogu, ali z padcem v greh, se je v bistvu vse spremenilo. Se je v bistvu vse spremenilo. In Sveto pismo nam o tem govori zelo jasno. Zaradi padca človeštva v greh je na svetu zmeda, trpljenje, smrt in tako naprej. In jaz vedno, ko govorim ali uporabim besedo greh, rad povem, da v bistvu pomeni greh zgrešiti cilj v življenju. In dobesedno, ko pogledamo življenje, zakaj sploh živimo, če je veliko neke zmede, če je veliko trpljenja. Bog nam je dal možnost, pravi Božja beseda, da se lahko obrnemo stran od njega. Njegovega načrta. Božja beseda pravi, da Bog ljubezen. Sveto pismo pravi, da vsak dober dar, da vsako popolno darilo prihaja od očete luči, od Boga, v katerem ni spremembe. Sveto pismo zelo jasno govori, da Bog želi za naša življenja najboljše. Ampak nam daje tudi svobodno voljo, da lahko povemo, ne rabim Boga, grem svojo pot, živel bom, kar mi življenje ponuja. In dejstvo, da smo tudi mi, kristjani, večkrat zmedeni, ko gremo skozi trpljenje, ko se soočamo z grehom, ko se soočamo z razočaranjem. In smo večkrat zmedeni in se sprašujemo, kaj se dogaja. In jaz sem še včasih bolj zmeden, ko gledam, že smo danes slišali, kaj se dogaja z mlado generacijo, ki so komaj začeli živeti. Imajo toliko problemov. Saj tako pravi, jaz ne vem točno, ker
nisem več najstnik. In v bistvu eden od problemov je, kot sem rekel, ker je človek izbral svojo pot. Že Adam in Eva v Edenskem vrtu, pa naj bo to pravljica za lahko noč, ali pa neresnica, v bistvu vidimo, da je ena zmeda velikokrat v našem življenju. In kot sem rekel, ko sem danes šel po Mariboru, v bistvu lepo mesto, ko greš od Trga Svobode do glavnega trga, deš je vse oprav, ljudi še spijo, tako da ne vidiš, ali se smejijo, ali so veseli, ali so žalostni, ali globoko spijo. Vse lepo. Ampak vemo, v naših ali v človeških srcih se pa dogaja toliko nekih reakcij, zmede. In v bistvu tudi apostol Pavel govori o tej zmedi. Ampak zelo jasno pove, da je Bog začetnik in da bo Bog na koncu postavil vse na svoje mesto. In ne vem, Jezus, če bi ti danes tu pridigal in mi želel to povedati, super. Bog je začetnik, ki ima najboljši načrt za naša življenja. Ampak kljub vsej tej zmedi, vse to, kar se dogaja v tem svetu, Bog bo na koncu postavil vse na svoje mesto. In meni je to mir, meni je to nova moč. Pride dan, ko bomo videli iz obličja v obličje našega kralja, našega nebeškega očeta. In poglejmo, kar pravi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom, 15. poglavje, od 20. do 28. vrste. V bistvu, kot da Pavel napravi tak mali povzetek Božjega načrta, zmede in na koncu, kako bo Bog vse postavil na svoje mesto. In v bistvu v tej knjigi, ko sem bral, ko vidiš ta različna mišljenja, dobesedno vidimo, Bog nam daje svobodno voljo. Bog nam daje svobodno voljo. In tukaj pravi takole. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vendar vsak po vrsti, najprej kot prvina Kristus, potem pa tisti, ki so Kristusovi ob njegovem prihodu. Na to bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu, Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt, kajti vse je položil pod njegove noge. Ko pa pravi vse je podvrženo, je jasno, da razen tistega, ki mu je vse podvrgal. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgal njemu, ki mu je vse podvrgal, da bo Bog vsem. Pavel jasno najprej pove, Kristus je vstal od mrtvih. In to je najbolj temeljno, osnovno sporočilo krščanstva, svetega pisma, da je Kristus vstal od mrtvih. Kar nam jasno govori, smrt ni konec. Smrt ni konec. In potem Pavel malo govori o tej zmedi, ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umiramo, obstaja smrt, zaradi padca v greh, zaradi Adama.
ki se je zdaj zapeljati Evi in Eva Bogu, vsi umiramo. Kako umiramo? Najprej duhovno. Zaradi paca v greh, zaradi tega, ker se odločimo od Boga, mi duhovno umremo. In v Svetem pismu zelo jasno vidimo, ko sta Adam in Eva zgrešila, nista fizično v tistem trenutku umrla, ampak sta bila ločena od Božje prisotnosti, od raja, naprej v zemeljsko življenje, še naprej sta živela. Ampak seveda prišel tudi dan, ko sta Adam in Eva umrla. In kdo se spomni, koliko let je bil star Adam? Koliko let je bil star Adam? Prvi človek. Koliko? 230. 930. Mislim, da je odgovor pravilen, če jaz poznam pravilni odgovor. 930 let. Malo dlje je živel kot mi, ne? Tam niso računali, kdo dočaka 100 let, ima čudovito dolgo življenje. Tam so čakali, kdo dočaka 1000 let. Ampak kakorkoli vemo, prišel je dan, ko je Adam tudi telesno umrl. In zato Pavel pravi, prišlo, ali jaz tem pravim, do te zmede. Ne bi nam trebalo umreti, ampak vso večnost bi lahko živeli z Gospodom. Ampak zaradi paca v greh, vsi umiramo, zaradi paca v greh, je prišla bolezen, je prišlo trpljenje. To ne pomeni, ko si danes bolan, da je to že vzrok, ker si nekaj zgrešil. Ampak govorimo o tem generalnem pacu, tej okužbi. Smrt, bolezen je prišla. Ali bilo je odprto, ko je človek nekako zavrgal, jaz bi temu rekel, so Božjo dobroto, so Božjo milost, vse, kar ima Bog v načrtu za njega. Ampak Pavel ne konča pri tej zmedi. In hvala Bogu, da je Jezus prišel in uredil to zmedo. In potem nadaljuje, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Vendar vsak po vrsti, najprej kot prvina Kristus, ali Jezus je prvi stal, potem pa tisti, ki so Kristusovi, ob njegovem prihodu. In tukaj je zelo pomembno, danes smo peli, ali si sprejel Jezusa svojega zveličarja, on odpusti, ali on odpravil tvoje grehe s svojo krvjo, da sprejmemo Jezusa za svojega zveličarja, da oznanjamo to odrešitev, ki jo lahko ima vsak v Jezusu. In potem pravi, na to bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu Očetu in uničeno vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kdo je v bistvu Božji sovražnik? Božji se pravi, da Bog ljubi vsakega človeka. Kar Bog ne ljubi, je greh. To, kar uničuje človeško življenje. In ljudje, če nočejo se spraviti z Bogom, bodo zaradi svoje odločitve, zaradi svoje vere, ne vere, ločeni za večno od Boga. In dobesedno bodo ostali naprej v neki zmedi. Božja beseda nam govori, da obstaja večnost, da obstaja naša duša, naš duh, ki ni umrljiv. Ampak zato je Jezus prišel, da uredi to zmedo. In nekega dne bo zavladal. In nekega dne bo v trenutku odgovor na vsa tista vprašanja, zakaj Bog dopušča zlo, zakaj trpljenje, zakaj to in to. Mnogo je vzrokov. Ampak, ko Bog zavlada s svojo pravičnostjo, več tega ne bo. Pravi, kajti on mora kraljevati. In Jezus, hvala ti, ko bo on prišel in bo kraljeval. Kajti tedaj bo pravičnost.
tedaj ne bo več greh, človeška sebičnost. Ne bomo imeli več te stare grešne narave. V petek smo se malo dotaknili naše stare grešne narave, naše sebičnosti, naših tistih negativnih lastnosti, ki nas tolikokrat uničujejo nas ali pa ljudi okrog nas. In kaj na koncu pove? Kot zadnji sovražnik. Kdo bo uničen? Smrt. Kajti vse bo položeno pod njegove noge. In na koncu vse izročeno Bogu. In časi, ko mi poide po trpežljivosti, ko pravim, Bog, pa daj, iztegni že roko, naj trpljenje in zlo preneha. Razumem, zakaj Bog mnogokrat čaka. Da bi se še kdo odrešil. Da bi še kdo sprejel Jezusa za svojega zveličarja in odrešenika. In pride dan, ko bo Bog, kot sem že rekel, postavil vse na svoje mesto. In blagor tistim, in blagoslovljeni tisti, ki idu na Božje strani. In če še v svoje življenju nisi stopil na Božjo stran, danes odloči, Jezus, želim biti na tvoji strani. Želim, da si ti moj zveličar. Želim ti slediti. Želim ti dovoliti, da vplivaš na moje življenje. Kaj ti pride dan slave? Pride. Največja fešta vseh fešt. Kar si mi niti ne moramo predstavljati. Kar ni slišalo naše uho, kar ni videlo naše oko. To Bog pripravlja tistim, ki ga ljubijo, ki ga čakajo, ki mu služijo. Ampak težko je včasih čakati ta dan. Ali velikokrat nočem umreti, želim živeti. Ampak to bo eno novo rojstvo. Isto, ko se rodi otrok. Misli, da mu je v maternici najlepše. Tam je varno, vse se skrbi, hrana priteka. Lara, ne? Čuvaš svojega dojenčka. In on sigurno ne bo hotel ven. Kam me zdaj silite? Tu mi je toplo, tu je... Čeprav je vse neko sluza s to mascino, ne vem, kako že izgleda, ne? Ampak ko pride na svet, potem zagleda novo življenje. In tako bo z našo večnostjo. In Jezus želi, verujem, ni treba verovati, tako pravi Božja beseda, da se zavedamo tega, da se veselimo, da črpamo moč, vero in zaupanje v našega Gospoda. Ampak kot sem rekel, težko je čakati ta dan. Ampak zaupajmo Bogu. Ne glede na posledice greha, trpljenja, vse, kar je negativno. In jaz bi rekel nekako, učimo se živeti modro v zaupanju in veri našemu Bogu. Učimo se, če je potrebno, nove ravni, zakaj živimo. Svet je usmerjen, da nam mora biti lepo, brez težav. In vsi si to želimo. Tu ni neka velika modrost. Tu je v nas. Ampak dejstvo je, da vse bolj nekje tonemo v tem pričakovanju, hrepenenju in vsem vlaganjem, da bi nam bilo lepo. Kaj ti trpljenje? In tudi eno od današnjih največjih problemov, osamljenost, je tu med nami. Nihče si ne želi trpljenja. Verjetno v življenju vse delaš, da bi to izkoreninili. Vendar je trpljenje med nami.
In to je dejstvo. In tudi to moramo razumeti. In se s tem prijazniti. Dokler Bog ne bo postavil vse na svoje mesto. In tu je velikokrat izziv. In vemo, mnogi govorijo, če je Bog ljubezen, zakaj dopušča trpljenje? Zakaj Bog vseh ne ozdravi? To je še posebej izziv nas, binkušnikov in karizmatikov, ki verjamemo, da Bog ozdravlja danes, ki molimo za bolne. In hvala Bogu, Bog tudi ozdravlja. Ampak včasih bojim, Jezus prepočasi, premalo se to dogaja. Ampak tukaj smo na tej zemlji. Še vedno vlada zmeda, greh. In vemo, da je trpljenje lahko velika ovira. Lahko vodi v obup, razočaranje, nevero. In velikokrat nekdo, ki je res bolan, težko moli v veri. In kot večkrat povemo, molimo za bolne. Tedaj potrebujo oni naše molitve. Težko je. In moramo imeti tudi večje razumevanje o trpljenju. O življenju, dokler smo tukaj na zemlji. Samo trpljenje ni tako velik problem. Kot sam smisel trpljenja. Najtežje, ko v trpljenju ne vidiš smisla. In mislim, sem že parkrat rekel, preberite to knjigo, če še niste. Kje je Bog? Kako je že naslov? Ko boli. Še vedno smo tukaj na zemlji. Še vedno se soočamo s trpljenjem, čeprav ima Bog vse pod kontrolo. Najtežje, če v trpljenju ne vidiš smisla. In v današnji sodobni družbi se o smislom trpljenja največ razpravlja in boli glava. Kot se je kdajkoli naših prednikov v kateremkoli obdobju zgodovine. Zanimivo. Pa nam je verjetno smo generacija, ki nam je najlepše, kot ne vem, tam v 16. stoletju, 17. stoletju, pa še naprej. V trpljenju večinoma vidimo negativni smisel. In ta svet pravi, trpljenje je motnja v zdravju, ter zaviralec našega lova za življenjem, svobodo in srečo. To sem vzel iz knjige, ki je Bog, ko boli. Ampak dajmo se usmeriti na svetopisemski vzorec, kar se tiče smisla trpljenja. Je večkrat potrebno se usmeriti v rezultat trpljenja. Namesto se večkrat brezpogojno obadamo z nenehnim vzrokom zanj. Zakaj trpljenje, zakaj trpljenje? Ena izmed največjih zmag se je zgodila v trpljenju za človeštvo. In to je trpljenje Jezusa Krista na Golgotskem križu za našo odrešitev. Največja zmaga, največji rezultat trpljenja, ki prinaša blagoslov, ki prinaša, ali prvi Adam smrt, drugi Adam Jezus Kristus, večno življenje in odrešitev.
In potrebno je, da vidimo več pozitivnih plati trpljenja. Velikokrat nam to da moč za življenje. Ko se sami soočamo s trpljenjem ali ko se soočajo ljudje okrog nas s trpljenjem. Ne govorim, ne pridigam, trpljenje od Boga. Bog želi, da nas muči. Jaz se s tem ne strinjam, ampak Bog marsikaj dovoli. V tej zmešnjavi in želi obrniti na dobro. In v tej knjigi, kje Bog oboli, v bistvu da nekaj, opiše nekaj pričevanj ljudi, ki so delali s trpečimi ljudmi. In njihova življenja so se spremenila. In enem pravi takole. Prvič v življenju se mi zdi, da počnem nekaj res pomembnega. Ko je pomagal trpečim ljudem. Prvič v življenju se mi zdi, da delam nekaj res pomembnega. Zaradi trpljenja sem se začel spraševati, kaj je v življenju resnično pomembno. Delo je dobilo nov smisel in namen. Zdaj čutim, da me potrebujejo. Noro, kakšne rezultate lahko prinese trpljenje, dokler smo tukaj na tej zemlji. In še eden pravi, naučil sem se potrpežljivosti in hvaležnosti za vsak mali napredek. Za vsak mali napredek. Ko je mama Lena, moja tašča v bolnici in vidiš, ko počasi nekako hira. In z leti pride. Pa zakaj? Človek je nemočen. In spodbujaš, pa mama, saj bo, saj. Velikokrat je to pa pokazatelj v mojem življenju, koliko imaš ljubezni do ljudi, ki trpijo. Mnogo je pozitivnih sprememb, ko se soočamo s težavami, če se jih lotimo na pravi način. Vsak dan potrebujemo moč za življenje. To moč pa lažje sprejmemo, doživljamo, ko razumemo, kaj je smisel življenja in končni cilj. In apostol Pavel, to, kar smo prebrali v začetku, smisel življenja, končni cilj je jasen. Bog bo postavil vse na svoje mesto. Tisti, ki so Jezusa sprejeli svojega zveličenega rešenika, bodo v njegovem kraljestvu. Za ta svet se to sliši kot pravljica. Ali veste, moramo oznanjati, moramo govoriti ljudem, ker vera prihaja po oznanjanju Božje besede. Če ljudje ne slišijo, ne morejo odpreti srce, ne morejo verovati, kaj je v bistvu Bog storil za nas. In žalostno je včasih v naših krščanskih cerkvah, ko nimamo sporočila, kaj bi ljudem povedali. In potem ljudje bodo, pa kam hodo v cerkev, če je tam taki dolg čas? A pa če vedno eno pa isto govorijo. To so že za mene povedali. In se trudim, da ne bi vedno eno pa isto govorijo. Pa včasih eno pa isto. Včasih celo Božja beseda pravi, celo Pavel, to vam ponavljam, to vam. Ampak razumemo pa vseeno, da smo še tukaj in se soočamo s trpljenjem. In veliko Bog skozi trpljenje dela čudežev in spreminja življenje. In ena od modrost Božjih otrok, ki se moramo učiti, učimo se sedanjost presojati po prihodnosti.
Vemo, kaj je naša prihodnost. Prebrali smo en vrste iz Korinčanov, kar Pavel pravi. Če je potrebno, učimo se nove ravni razmišljanja modrosti glede trpljenja. In moram reči, ta knjiga, ki sem prebral, ki je Bog, ko boli, je nekatere stvari v mojem življenju spremenila. Ker so argumentirane na temelju Božje besede. Imejmo upanje in vero v Boga. V njegove obljube, ki nam dajo moč za en preskok, ki nas dvignejo iz pesimizma v živo upanje, da je Jezus premagal zmedo, stiske sveta, greh in smrt. Jaz se petek komaj zavedal, ko sem potem to podelil, da večkrat, ko gledam te take situacije, pač vsak dan se srečuje z nečimi in nekaj me notranj dviguje. Novo moč. In v bistvu vem, brez tega, če se Bog ne dotakne naše življenja, če nam daje moči, vse postane kot ena velika rutina. Bog pa želi, da vemo, zakaj živimo, kaj je smisel vsega. In če misliš, da je tvoje življenje katastrofa in nima nobena smisla, povej, hudič, poberi se v Jezusovem imenu. Bog mi je dal življenje. Dovoli, da Bog dvigne mojo in tvojo samopodobo. Ne dovolimo, da hudič krade. Tako kot Evi v Edenski vrt. A je Bog res rekel, če bosta jedla? A je res rekel? Jaz vam pravim, bosta kakor Bog. Polno je danes teh misli in naš, Bože moj. Mislim, da danes ne moreš duhovno živeti eno zdravo življenje, če ne bereš Božje besede. Žal mi je. Ne moreš. Kajti vsak dan, ko jo berem, jaz jo zberem zjutraj. V bistvu vidim to bitko, to drugačno mišljenje, kot ga ima ta svet. In za konec, še nekaj svetopisanskih vrst. Obljub, praktičnih korakov, ali moče zdaj v današnjem modernem svetu, 3 korake do uspeha. Potem se prebudimo, opa! Drugi Korinčanom 5:7. Saj veri hodimo in ne v gledanju. Res je, da živimo na tej zemlji in hodimo, ker gledamo. Ampak trenutne situacije nam naj ne ukradijo, nam ne zatemnijo naš da ne bi gledali v veri, v upanju, kaj Bog obljublja, kaj ima Bog za naše življenje, kaj ima Bog za njegovo cerkev. Včasih si mislil, Bog, ko bomo popolna cerkev, ko ti bomo 100% služili, tedaj boš ti izlil svojo milost. Danes veš, tako ne mislim. Bog lahko danes, zdaj in tudi v tem trenutku izliva svojo milost. Na enostavno svojo vero, svoj pogled usmerimo, kdo je on, kaj lahko on stori v mojem, tvojem življenju, v njegove cerkvi, v tem svetu, ki je osamljen. A ni to groza? Največji problem, koliko nas je že, 8 milijard, pa smo osamljeni. Včasih treba srečko, nisi osamljen. Saj v veri hodimo in ne v gledanju. Ko si obupan, ko si razočaran. Poglej neko besedo iz Božje besede.
obstaja izhod. Ne samo, da premagujemo težave, ne samo, da životarimo. Ampak Jezus je rekel, jaz sem prišel in da imeli življenje in ga imeli v obilju. In ga imeli v obilju. Notranje. In ni mislil, da moramo imeti vso bogatstvo tega sveta. Ker to je hudič Jezusu ponudil. Pravi, vso bogatstvo tega sveta. Veste, kaj hudič je malo predrzen. Jezus je videl, da je to vse njegovo. On si je nekaj lastil, kar sploh v bistvu ni njegovo. Ker je prepričal ljudi, da mu služijo. In zato sej v veri, gledaj v veri, veruj, zaupaj. Ne veš neko slepo vero, v Božjo besedo. Drugič, sam Jezus je rekel, na svetu imate stisko, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Jane 16:33, drugi del. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. In pride dan, ko bo svet to videl. Premagal sem ga zaradi vaše odrešitve, zaradi vaših grehov, zaradi vaše izgubljenosti, da bi imeli novo življenje, da bi nekaj dne resnično ponovno doživeli, kaj pomeni življenje v Božji prisotnosti, kaj pomeni življenje v Božjem obilju. In ta beseda, ki jo Jezus uporablja, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, v bistvu je usmerjeno tudi ne samo to zemeljsko življenje, ampak večno življenje. In Jezus razume našo stisko. Ker je premagal na svetu, imate stisko, boste imeli stisko. Tudi bodite pogumni. Jaz sem svet premagal. In in Rimljanom 3, Rimljanom 8:28. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubi Boga, vse pripomore k dobremu. Namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Bog trpljenje lahko spremeni v zmago. Največje trpljenje, ki ga je Jezus doživljal v svojem duhu, duši in telesu, je prineslo največjo zmago. In ko gremo skozi trpljenje, in zanimivo, hvala Bogu, nekateri ste prišli k Jezusu, ker ste imeli težave. In bili so se pripravljeni ponižati in iskati Božjo pomoč. In kaj je Bog na koncu napravil? Obrnil v dobro. Obrnil v dobro. Vse pripomore k dobremu. Ne pomeni, da je vsako zelo dobro, ne napačno razumeti. Zlo, trpljenje nikoli ni dobro. Ampak Bog lahko obrne na dobro. Ker želi, in veste, jaz večkrat razmišljam. Zadnje čase, ko smo šli, to je s korono čas, evo, zdaj so neka neurja. Jaz večkrat razmišljam, če bi nam bilo vse brez problemov tukaj na zemlji, mi bi totalno moralno zglajzali. Ko ne rabim Boga, mi gremo neko svojo pot. In ne vem, kaj vse, od koga je korona, kaj vse neurja, zdaj spet so neke zarote. Kak so te zdaj pri nas, naenkrat taki vrtinci, to nam nekdo nekaj meša. Te oblake z Amerike k nam pošiljajo. Brane stika, a ne, ti si zdaj prišel, mi smo že prej neurja, ko si z Amerike prišel, da bi kaj sem prinesel. Kaj če enkrat začnemo razmišljati, kaj če nam Bog kaj govori? Ne govorim, da je to od Boga, ali kaj če nam Bog želi skozi to situacijo kaj povedati, da se prebudimo.
da se zlomimo in povemo, Bog, potrebujem tvojo pomoč. Tako smo krhki, tako smo šibki, tako smo nemočni. Bog, brez tebe. Znani izraz, gotovi smo. Amen. Zakaj živimo? Kako prejemati moč za življenje? Lahko stanete in mi se bomo pomolili. In če si moče prišel danes sem, zakaj živiš? Verujem, da sem ti dal vsaj delček nekega odgovora. Ali če si prišel danes sem, da si brez moči za življenje. Moče res trpiš. In vem, nekateri ste bolani. Nekateri niso mogli priti na bogoslužje, ker so bolani. Ali pridimo k Jezusu. Povejmo, Jezus, tukaj smo pred tabo. Ti nam govori, ti deluj, ti se razodevaj svoji moči. In Jezus, jaz te prosim, o Sveti Duh, dotakni se. Nekaj, kar znova in znova rabimo. Radost za življenje. Zakaj živimo? Jezus, tu te daj, ko so okoliščine mogoče negativne, ko nam vse govori, ko nas vse prepričuje, da ni smisla in se sprašujemo, zakaj sploh živimo. Gospod, predajamo to v tvoje roke. Kajti tudi tvoje trpljenje na križu ni imelo za mnoge nobenega smisla. Še danes za mnoge. Kaj je smisel v trpljenju? Ali Gospod, ti si plačal ceno za naše grehe. Da imamo v tebi odpuščanje. Da imamo v tebi večno življenje. In ne samo to, Jezus, Bog, da nas ti ljubiš, da na koncu lahko najbolj bedne stvari obrneš na dobro, če ti dovolimo v našem življenju. In Jezus, želimo te ljubiti. Vemo, da nam velikokrat manjka te ljubezni. Ali ti nam pomagaj. Ti nam razodevaj. Modrost za življenje. Jezus. Prave odločitve, prave korake, o pravem času, na pravem mestu. Pomagaj nam, Gospod, daj nam tudi potrpežljivost. Ko se stvari ne dogajajo kar tako, kot bi mi v trenutku hoteli. Ti si Bog. In Jezus, hvala ti. Da prije dan, ko boš vse postavil na svoje mesto. Ko boš svoje kraljestvo izročil Bogu, Očetu. Ko bo uničeno vsako poglavarstvo, vsak greh, vsaka Jezus smrt. Kajti ti moraš kraljevati. Naš Bog mora kraljevati. Jezus, tvoj blagoslov in tvoj mir in nova moč in maziljenje tvojega duha naj nas spremlja tudi zdaj, ko gremo iz tega bogoslužja, Gospod. Jezus, ko gremo v ta svet, ampak Jezus, ti si nas izval. Pošiljaš nas, kakor jagnjeta med volkove. Amen.